V današnjih gorenjskih poročilih jubilejna 6000. gorenjska poročila. Razstava Pirihovo stoletje v Šivčevi hiši. Knjižnica Antona Tomaža Linharta predstavlja. Gledate gorenjska poročila na Vid TV. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke Prve gorenjske televizije, danes praznujemo častitljivo obletnico 6000 gorenjskih poročil. Več kot 30 000 prispevkov, skoraj 100 000 minut aktualnih informacij oziroma skoraj 1100 ur pristnega prikaza gospodarskega, političnega, kulturnega, športnega in družabnega življenja na Gorenjskem. Da, to so dejstva, ki potrjujejo, da sta za več kot 60 nekdanjimi in zdajšnjimi novinarji, voditelji, snemalci, montažerji, grafičnimi oblikovalci in realizatorji 30 letja trdega dela, dobrih idej, velike vneme in požrtvovalnosti, da bi zadostili vsakodnevnim potrebam Gorenjk in Gorenjcev po svežih novicah iz domačega kraja in širše regije. Sedaj pa v studiu pozdravljam gospoda doktorja Draga Paplerja, prvega urednika televizije Kranj, kasneje Gorenjske televizije. Gospod Drago Papler, lepo pozdravljeni v 6000. izdaji gorenjskih poročil. Vi ste pravzaprav uvedli informativno oddajo Gorenjska poročila in kot rečeno, danes praznujemo že 6000. izdajo. No, mogoče lahko poveste, kakšni so bili pravzaprav vaši prvi začetki? Pred 26 leti, 7. januarja 1994, sem pripravil prvo informativno oddajo Petkov tedenski pregled. To so bile domače novice z tekočega tedna in ko so pred 25 leti nastale novo ustanovljene občine, smo imeli idejo, da še bolj podkrepimo informativno oddajo in jo izdajamo 2-krat na teden. Takrat smo naredili oddajo Objektiv Gorenjske, ki jo je vodila novinarka Suzana Podgoršek Kovačič. In potem smo ob 100. izdaji obeh informativnih oddaj pred 24 leti, 26. januarja 1996, imeli 100. informativno oddajo, ki je prerasla v Gorenjska poročila, torej izdajo, ki je bila prvič na sporedu 29. januarja 1996. V bistvu je bila ta oddaja niz gospodarskih, kulturnih, političnih, športnih in vseh drugih dogodkov, ki so se dogajali preko celega tedna in je bila na sporedu od ponedeljka do petka, 3-krat na dan. In seveda ob vikendih se je petkova oddaja vrtela tudi v soboto in nedeljo. Zato so bile petkove oddaje še posebej pomembne in osnovna oddaja Petkov tedenski pregled je postala rubrika, ki je imela poseben klicaj, posebno sporočilo, torej dogodek minulega tedna. Mi smo zelo veliko takrat začeli sodelovati z gorenjskimi župani in smo ravno ta prehod iz dvotedenske v vsakodnevno informativno oddajo Gorenjska poročila tudi izbrali z srečanjem gorenjskih županov v Vili Bistrica pri Tržiču in jim predstavili takrat tudi kroniko dogodkov minulega leta. To smo pripravili vsako leto iz vseh teh informativnih oddaj in je bilo to niz mozaične oddaje dogodkov minulega leta in takrat smo župane tudi predstavili več naprednih idej in pobud, ki so jih z veseljem sprejeli. Tako smo ob vsaki sredini oddaji Župan z vami, ki je vodila Beti Valič, imeli neposreden stik župani v njihovih okoljih in jih pokrivali v naših informativnih oddajah in posebnih projektnih oddajah. Hkrati pa smo podprli tudi drugi del podjetja, TeleTV komunikacijski inženiring, ki je imel željo širiti svojo kabelsko omrežje v druge dele izven Kranja, v sosednje občine in proti Gorenjski. Seveda smo to podpirali tudi z našim neposrednim oglašanjem s terena, z linki in tako tudi pripravljali neposredne prenose iz različnih krajev, različnih dogodkov, tako
da je bil program Gorenjske televizije zanimiv, saj je trajal od 19. ure pa do poznih nočnih ur in so ga vključili v program tudi drugi gorenjski kabelski operaterji. Župani pa so seveda tudi podprli našo idejo o povezanosti prve gorenjske televizije. In Gorenjska televizija je pravzaprav tako postala zelo pomemben tako lokalen kot regionalen medij pravzaprav in na ta način ste nekako povezali številne sodelavce, ki so bili pravzaprav povsod, kjer se je kaj dogajalo, kaj ne? Ja, jaz temu pravim medijska sopotja. Tudi knjigo, ki jo nameravam izdati, se bo imenovala Medijska sopotja, kjer sem jaz v bistvu začel najprej kot pisoči novinar v časopisih, pa potem na radiju. In televizija je bil poslikan radio, torej gebijoče slike. In to je bila tista prednost, ki je bila všečna za tisti čas, ko ni bilo drugih komercialnih televizij. In še posebno, ker smo oddajali iz studija na lokaciji na Planini, to je vrtec Mojca, ulica Nikola Tesla 2. In tukaj smo imeli veliko sodelavcev, saj je bilo veliko programa. 50 programskih in tehničnih sodelavcev je v mojem obdobju sodelovalo z GTV Gorenjsko televizijo, ki jo je po tehnični plati kot vodja vodil Rafko Bešič. Bili smo močna ekipa, ki je prevzela odgovorne naloge v informativnem programu in tudi za različne projekte na terenu. Z oddajami smo ustvarili pristen prikaz gospodarskega, političnega, kulturnega, športnega in družabnega življenja na Gorenjskem. Gorenjska televizija je pomembno vplivala na oblikovanje regijskega medijskega prostora, saj smo bili s kamero in mikrofonom prisotni na vseh dogodkih in seveda že zvečer v programu. Imeli pa smo tudi veliko neposrednih prenosov z različnih prizorišč preko linkovske povezave na Šmarjetni gori, pa tudi tam smo imeli nek center. Vse zabavne in kulturne oddaje so se dogajale pravzaprav v hotelu Bilvi. Funkcijo odgovornega urednika sem upravljal volontersko ob redni službi v gospodarstvu, kjer sem še vedno danes. Mesto odgovornega urednika je za menoj leta 1998 prevzela profesionalka, takrat je bilo mesto profesionaliziralo, Suzana Podgoršek Kovačič, potem pa Črt Kanoni. Potem je kot urednik informativnega programa sodeloval Aleš Zrimšek in odgovorna urednica Maja Zagoričnik, ki danes povezuje vse medijske niti, podobno kot sem jih na začetku jaz. No in vi še danes še vedno sodelujete z Gorenjsko televizijo, čeprav roko na srce ste razpeti med stroko v gospodarstvu in raziskavami, pa potem znanostjo na pedagoškem področju tudi predavate kot univerzitetni profesor. Najverjetneje imate kot publicist in literat pa na televizijo še kakšen pogled? Seveda, kasneje sem se usmeril v študijsko znanstveno raziskovalno področje, pa vendar sem občasno vedno sodeloval z lastnimi oddajami. S sinom sem imela produkcijo The Paplers in pa tudi z novinarskimi prispevki v oddaji Gorenjska poročila, pa tudi v okviru drugih oddaj po dogovoru za odgovorno urednico. Televizija je ljubezen, ki te zasvoji. Kakšno naključje? Zanimivo, danes, ko so na sporedu 6000 Gorenjska poročila, je Valentinovo. Torej tudi na nek način povezava sinergij medija, ljubezni, izzivov in pa tudi tistega predanega dela, ki ga človek živi in izživi. Čas je, da bi spomin na pretekle televizijske upodobitve izpred 27 let oziroma od samih začetkov nastanka televizije Mlaka pri Kranju in kasneje Kranjske televizije tudi zabeležili na drug način, saj je od tega celo 30 let, kot pravi direktor Iztok Škofic. In se že kar dalj časa pogovarjava, da bi nastala tudi tiskana, publicistična knjiga in seveda tudi digitalna knjiga, ki bi bila nekaj posebnega. S tem bi ta okrogli jubilej realizirali na nek trajni način, ki bi zapisal sledi preteklega medijskega, gospodarskega, kulturnega in predvsem
lokalnega delovanja, saj je letos četrt stoletja, ko so nastale gorenjske občine v vseh večjih krajih. Gorenjskim televizijcem želim veliko uspeha pri informativnem, dokumentarnem, domoznanstvenem, kulturnem in zabavnem poslanstvu. Svoj pogled na enkraten medij pa sem zapisal tudi v pesmi Televizijski izzivi. Ideja prevzema ustvarjalca, izziv vznemirja televizijca, impresija izraža občutja snemalca, informacija zasvoji gledalca. Ideje odražajo srčnost, izzivi so upanje, moč, volja in vztrajnost. Impresije smisel, navdih in kreativnost. Informacije pa zbrani podatki in razgledanost. Kajti ideje predstavljajo širino programskega načrtovanja. Izzivi so nove oblike televizijskega ustvarjanja. Impresije so umetniško podajanje motivov. Informacije se širijo preko naprednih komunikacijskih vplivov. Zato izbira idej je oblikovanje priložnosti. Odločitev bodočih izzivov je načrtovanje prihodnosti. Občudovanje impresij je pohvala spontani kreativnosti. Odziv na verodostojne informacije je cilj poštene sporočilnosti. Iskanje odkriva srčni svet pričakovanj človeka. Izbor je zaključek pripravljalnega toka. Interes rojeva podvige in krepi izvire. Izid oddaje je odvisen od tehnične podpore. Poglejmo na področje umetnosti. V galeriji Šivčeve hiše v občini Radovljica je na ogled razstava z naslovom Pirihovo stoletje, ki predstavlja likovna dela 7 članov družine Pirih. Njihova dela nam bo predstavila kustosinja galerije Šivčeva hiša Barbara Boltar. 7. februarja ste odprli novo razstavo v vaši galeriji Pirihovo stoletje. Odkje je pravzaprav ideja za to razstavo? Torej, idejo za razstavo je dal Radovljičan Srečko Pirih, tudi član družine Pirih, ki hrani torej doma, pri prijateljih, pri sorodnikih, večino del, ki jih vidite na razstavi. Torej, naslov razstave Pirihovo stoletje je tako pač zato, ker smo s kar 7 člani te družine zaobjeli več kot 100 let. Torej, z umetnostjo se je v tej družini začel ukvarjati Ivan Pirih, rojen 1881, ki je v Radovljico prišel, da bi se pri Janezu Vurniku mlajšemu izučil za rezbarja, podobarja, klesarja in si potem seveda v Radovljici ustvaril družino, iz katere izhajajo tudi njegovi nasledniki, torej Pavel in Ivan mlajši, ki sta se posvetila slikarstvu in podobarstvu, potem sin Pavla, ki je bil mimogrede, oziroma pomemben podatek je ta, da je bil v prvi generaciji študentov Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Nanjo se je vpisal takoj po drugi svetovni vojni, star že 35 let, kar torej tudi pove, da je imel veliko daru in veliko željo doseči tudi akademsko izobrazbo. Torej Dušan je njegov sin, ki je bil oblikovalec, grafični oblikovalec v Elanu, Dušanov sin, najmlajši predstavnik Luka Benedičič, Pavel mlajši in Srečko Pirih. Torej, vsi ti se predstavljajo z likovnimi deli, ki so zelo raznolike, od risb do torej skulptur, tudi grafik, predvsem pa oljnih slik. Torej gre za razstavo več generacij Pirihov. Torej gre za generacijo torej za razstavo 4 generacij, še živečih seveda in pa tistih, ki se jih spominjamo pravzaprav samo še po njihovih delih. Kako je razstava obiskana v teh dneh? Torej, razstava je bila najbolj obiskana seveda 8. februarja, ko smo imeli dan odprtih vrat, sicer pa žanje zelo veliko zanimanje med domačini, ker večina
teh slikarjev, umetnikov se predstavlja prvič. Torej, gre za zgodovinsko razstavo, gre za razstavo del, ki ljudi privlači. Je pa tudi res, da imajo Radovljičani, predvsem tisti starejše generacije, lepe spomine na pač te slikarje, torej imajo dela doma, so si jih naročali za različne priložnosti. Skratka, ti umetniki so bili v kulturnem življenju Radovljice zelo prisotni. Koliko časa bo ta razstava na ogled v galeriji Šivčeve hiše v Radovljici? Razstava bo na ogled do 28. marca. Še prej, torej 20. februarja, imamo pa v galeriji tudi večer posvečeno pirihom, kjer upam, da se bodo obiskovalci pač tudi aktivno odzvali s spomini, z mnenji in tako naprej. Torej, vabite 20. februarja na večer predstavitve pirihov še posebej Radovljičane. Tako je. V nadaljevanju poročil ne prezrite. Knjižnica Antona Tomaža Linharta predstavlja: jutri bo pretežno jasno vreme. Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Bližajo se zimske počitnice in v knjižnici Antona Tomaža Linharta za bralce in bralke predstavljajo zanimive novosti, ki nam jih bo predstavila direktorica knjižnice Božena Kolman Finžgar. Prihodnji teden bodo otroci teden dni uživali na snegu, na različne radosti, prav gotovo pa tudi v knjižnici. Kaj pripravljate v knjižnici? Počitnice so prav poseben čas, takrat imajo otroci neprimerno več časa. Vemo, da bi radi počeli marsikaj zanimivega in tako smo jim pripravili počitniške delavnice. Vsak dan od ponedeljka do petka ob 10. dopoldne se bo začelo kuhanje brez kuhalnice. Dijak gostinske šole Tijan Kuralt-Rajhart pripravlja zelo zanimive delavnice in otroci skratka bodo ustvarjali in vse, kar bodo ustvarili, bodo lahko tudi pojedli. Tekle, dogajale se bodo pa tudi redne prireditve, torej vsak ponedeljek ob 5. popoldne so angleške pravljice, ob torkih imamo branje s tačkami, v četrtek lutkovno predstavo in v petek jogice za dojenčke in pa pravljične jogice. Tako da otrokom pri nas vsekakor ne bo dolg čas. Prav posebej pa jih vabimo v 3. nadstropje in 1. nadstropje, kjer so razstavljene knjige, ki so jih ustvarili učenci 5. razredov. To so popolnoma njihove pravljice, njihove zgodbice, napisali in ilustrirali so jih sami. In verjemite mi, čudovite so in meja ustvarjalnosti pri otrocih praktično ni. Otroci pa se že pripravljajo na pustno maškarado, da en dan zamenjajo svoj obraz za drugega. In kaj pripravljate v sami knjižnici v pustnem času? Pust je vsekakor zanimiv čas tudi za nas. Tokrat smo malce bolj pomislili na odrasle. Namreč za nekatere pust predstavlja neke vrste mejnik. Po pustu, na pepelnično sredo, si nekateri izberejo za prvi dan posta. Nekateri se odrečejo sladkarijam, drugi alkoholu, tretji pa še kakšne bolj drastične metode. Naša gostja bo Bilka Baloh, strokovnjakinja z področja postenja, ki nam bo povedala, kako se pravilno lotiti, izvajati in pa seveda tudi končati post. Na sam pustni torek in pustno soboto pa tako kavarna in čajnica v knjižnici vabita na pustne krofe in pa na prav posebni vražji čaj. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo več visoke koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija. V nedeljo bo še večinoma sončno. Zapihal bo jugozahodnik, v hribovitih krajih na zahodu se bo zmerno pooblačilo. V ponedeljek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.
Jubilejna 6000 gorenjska poročila so za nami, spoštovani gledalci in cenjene gledalke, znova pa nas gledajte v ponedeljek ob 18:40, do takrat pa lepo pozdravljeni.